Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Na Jesenicah ste danes organizirali dan odprtih vrat. Vi kot internistka lahko poveste, kaj človek lahko sam pripomore, da se ne znajde na internem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice. Ja, danes smo predvsem dali poudarka na to prepoznavo prvih simptomov, ki lahko govorijo za to, da se človeku v njegovem telesu dogaja nekaj slabega in da se pojavljajo simptomi še preden pravzaprav bolezen izbruhne. Pogovarjali smo se o preventivi srčno-žilnih obolenj, njihovih dejavnikih tveganja in pa prvih simptomih eventualnega pojava rakavih obolenj, se pravi od sprememb na koži do krvi na blatu, do krvi v izplunku, ko kašljamo in podobno. Pogovarjali smo se nekaj malega tudi o infekcijskih boleznih, kdaj je potrebno nujno obiskati zdravnika, ko se kaže, da gre za bakterijsko okužbo in je potrebno antibiotik, pa predvsem tudi prepoznavo teh kritičnih simptomov pri zelo starih ljudeh, ki drugače odreagirajo na okužbo, in pa zelo majhnih otrocih, ki seveda imajo tudi drugačno prezentacijo, kadar so bolni. Kako prepoznati pravzaprav bolezen takrat? Verjetno je pomembna tudi genetika, ki jo imamo v svojem telesu, pomisliti nazaj na svoje člane družine. Drži, veliko rakavih obolenj, pa tudi drugih kroničnih internističnih stanj, kot so ateroskleroza, nagnjenost k srčnemu infarktu, možganski kapi, so zadeve, kjer se ti dejavniki tveganja dedujejo. Se pravi, če imamo v svoji zgodovini pri starših sorojencih podobne bolezni, ki se zgodaj pojavljajo, je vsekakor na mestu biti bolj pozoren in tudi se udeležiti vseh teh preventivnih akcij, ki so pač za zdravje naše trenutno potekajo v Sloveniji. In s kakšnimi obolenji se trenutno pravzaprav ukvarjate na internem oddelku na Jesenicah? Kakšnih pacientov imate največ? Trenutno je zelo veliko infektivnih obolenj, pljučnice, okužbe sečil, tudi septičnim potekom, se pravi z vpletenostjo in odpovedjo večjih organskih sistemov. Potem pa seveda te kronične bolezni, ki so ves čas prisotne, poslabšanje srčnega popuščanja, aritmije, potem tudi seveda bolezni prebavil, tudi odkrivanje rakavih bolezni, žal v zelo poznem stadiju, česar bi si res želeli preprečiti s temi preventivnimi programi že vnaprej. Hvala za pogovor in srečno. Hvala lepa. Na Jesenicah se predstavljate tokrat z brošuro ob dnevu odprtih vrat. Ja, tako mi predstavljamo Društvo krvnih bolnikov Slovenije in sicer to je društvo, kar že od leta 1995 deluje na področju Slovenije, našega prostora, in je predvsem usmerjeno v podporo bolnikom in njihovim svojcem, s tem, da društvo ima kar nekaj programov, v katere se lahko tudi vsi bolniki in tudi njihovi svojci vključijo. Izdajamo za samo pomoč, imamo kar nekaj vodnikov, kjer določeni pacienti lahko to dobijo, lahko pa se tudi poinformirajo na društvu, ker imamo mi dosegljive tudi hematologe, ker so to krvne bolezni, ki jih je zelo veliko v Sloveniji, in potem imamo tudi, delamo z hematologi, z roko v roki, in ljudje se lahko tudi poinformirajo pri samih zdravnikih o kakšnih problemih, s tem, da pošljajo vprašanje na društvo in potem društvo konzultira hematologe. Smo pa, tako bom rekla, ena velika družina, gremo na pohode, imamo srečanja, imamo veliko predavanj in se nekako ta druženja nam pomagajo, da smo močnejši, da smo veliko bolj sproščeni, ker lahko rečemo, če imamo problem, nekoga pokličemo in rečemo, joj, veš, jaz se počutim tako ali tako, in dobiš povratne informacije in pol vidiš, da tebi ni tako zelo hudo. No, v glavnem, krvne bolezni so pač v Sloveniji zelo razširjene in je kar nekaj. Lahko pa zelo veliko pripomorejo v Univerzitetnem kliničnem centru v zadnjih letih z novimi metodami in pa tudi z novimi aparaturami. Ja, no, pri nas je zdravljenje teh krvnih bolezni je
v Sloveniji zelo na visokem nivoju, tako da se lahko primerjamo ali pa mogoče tako pravijo hematologi, da smo lahko še tudi boljši z kakšnimi drugimi centri. Ja, veliko je novih zdravil, veliko je novih teh tehnik zdravljanja, tako da pacienti, ki imajo krvne bolezni, imajo dosegljivost vseh res zdravil ali terapij, ki so trenutno dosegljive na našem, recimo, tržišču. No, tako. Hvala lepa za pogovor. Hvala lepa vam. Danes organizirate ne samo vi, temveč kar 30 zdravstvenih domov tudi na Gorenjskem in po celotni Sloveniji dan odprtih vrat. Kakšen je namen današnjega dne? Danes obeležujemo Svetovni dan varnosti pacientov in v bistvu letos smo skupaj z Zvezo pacientov. Po vsej državi, kot ste že omenila, poteka vsesplošna akcija. Glavni namen je pa ozaveščati paciente, da je pravilno varno in da smo vsi skupaj odgovorni za svoje zdravje. Kaj vse ste pripravili v splošni bolnišnici na Jesenicah? Vreme vam jo je malo zagodlo, tako da niste bili zunaj, ampak ste v notranjih prostorih v pritličju bolnišnice. Ja, na stojnicah smo v bistvu zaveščali naše mimoidoče skupaj z Društvom bolnikov s krvnimi obolenji, z Društvom diabetikov iz Jesenic in pa z predstavniki Evrope Dona o tem, kako pomembno je v bistvu preventiva pred samimi boleznimi. Merili smo tudi mimoidočni krvni sladkor, krvni tlak in pa naredili analizo telesne sestave. Pripravili smo pa tudi 4 odlična predavanja na temo, kaj lahko sami naredimo, da smo bolj zdravi oziroma da zgodaj prepoznamo bolezen, kar je pa tudi letošnja rdeča nit. In kako ste zadovoljni z obiskom? Obiska je bilo na stojnicah zelo veliko, lahko govorimo tudi več kot 100 pacientov oziroma obiskovalcev, nekoliko pa smo razočarani, ker predavanj pa se je udeležilo malo število. Hvala lepa. Hvala. Tudi vi ste se udeležili dneva odprtih vrat v splošni bolnišnici na Jesenicah. Kaj predstavljate? Ja, lep pozdrav, z veseljem smo se odzvali v vabilu. Prišli smo s promocijsko stojnico, na kateri opozarjamo na pomen samopregledovanja dojk, na pomen udeležbe v državnih presejalnih programih Zora, Dora, Svit in seveda z veseljem ozaveščamo tudi o pomenu zdravega načina življenja, zdravega sloga življenjskega in pa prikažemo pravilen pregled, se pravi pravilno samopregledovanje v besedi in tudi na silikonskih modelih. Glede na to, da je tukaj za bolnico mobilna enota, kakšno je trenutno stanje pacientk na Gorenjskem? Imate mogoče kakšen podatek? Zdaj prav natančen podatek o tem, kako je na Gorenjskem, ta trenutek težko rečem. Je pa dejstvo, da vsako leto v Sloveniji zboli okoli 1500 oseb, od tega tudi 1% moških za rakom na dojkah. Ravno zato seveda ocenjujemo, da je naše delo toliko pomembno, da ozaveščamo o pravilnem samopregledovanju, ker na eni strani število odkritih rakov raste, vendar je pa pomembno to, da na drugi strani se pa znižuje število umrljivosti. In čemu pripisujete vse to? Pripisujete tudi stresu, hitremu tempu življenja, načinu, kakršnega živimo? Ja, seveda ne morem mimo tega, da ne bi omenila stresno življenje. Ravno zato opozarjamo, kako pomemben je zdrav življenjski slog, se pravi pravilna prehrana. Predvsem vzpodbujamo k športnim aktivnostim, se pravi gibanju, druženju, da ljudje počenjajo tisto, kar jih veseli, da se ne prepuščajo. Jaz zelo rada rečem na koncu pogosto naših pogovorov ženskam, naj se imajo rade. Naj se zavedajo, da zase smo odgovorni sami, se pravi za svoje zdravje smo najprej odgovorni sami in če imamo sebe toliko radi, da si vzamemo čas za pravilno samopregledovanje, potem smo naredili ogromno zase in seveda za vse okoli nas. Ker rak dojke ni nikoli bolezen posameznika, ampak prizadene tudi družino in ne nazadnje širšo skupnost. Še dobrih 12 dni nas loči do meseca oktobra in meseca oktobra obeležujete mesec boja proti raku in Evropa Dona daje takrat še večji pomen
pacientkam oziroma vsem tistim, ki zbolevajo za rakom ali pa tudi ne. Ja, seveda, eden najbolj aktivnih mesecev je pred nami, to je rožnati oktober, ko smo tudi v naši skupini Zgornja Gorenjska izredno aktivne. Delujemo na področju vseh 7 občin, od Kranjske Gore, Žirovnice, Radovljice, Jesenic, Bleda, Gori, kjer smo vsaj v 2 primerih v vsaki občini zelo dobro sodelujemo z bolnico, zdravstvenimi domovi, s knjižnicami, tako da želimo biti prisotni, pridemo tudi na povabilo z ozaveščanjem, poskrbeli bomo, da se nas bo slišalo. Hvala in srečno. Hvala lepa tudi vam.